Gre za prvo letošnjo skupinsko razstavo Društva likovnikov Krško oko. Člani so ustvarjali pod vodstvom mentorice Martine Hegediš. Njo smo izbrali po priporočilu nekaterih naših članov, ki so lani obiskovali izobraževanje, ki ga je ona vodila preko Javnega sklada za kulturne dejavnosti območne izpostave Krško. Zelo so bili navdušeni nad njenim načinom podajanja znanja, pa smo jo izbrali za prvo mentorico naše delavnice. Na predlog mentorice so se odločili za portret v kolorizmu oziroma abstraktni portret. Zdaj ona nam je podala kar precej informacij oziroma teorije o nastanku portreta, o prvih začetkih, o kulturah, od egipčanskih mask, inkovskih mask, tako da smo imeli zelo veliko izbire za odločice. Nekateri so delali bolj avtoportrete, te so bili bolj v kontrastnih barvah, tako koloristični portreti, ostali so delali v abstrakciji, tako zelo različno, tudi kubizem in dadaizem je vmes. Udeleženci so v glavnem ustvarjali v tehniki akril na platno. Malo je tudi kiparstva, ena slika se mi zdi, da je olje na platno, v glavnem pa akril na platno, vsi imamo enotne dimenzije 50x70, ker to je taka najbolj optimalna dimenzija za portret. Mentorica, ki je sicer postavila dokaj trdne smernice v smislu tematike, je ustvarjalcem pri ustvarjanju pustila precej proste roke. To je bil en čist nov pristop. Mentorica je malo drugačna in ima en poseben svež način podajanja znanja in smo bili zelo navdušeni nad tem načinom. Dela je na ogled postavilo 18 članov društva. Dogovorili smo se, v dogovoru za mentorico smo zbrali vsak eno sliko, katera je najbolj recimo tipična za njegovo delo ali pa da malo bolj izstopa, tako da je 18 slik vsak po eden, potem pa smo še 2 dodali, da smo napolnili prostor. Društvo likovnikov Krško oko v kratkem pripravlja razstavo udeležencev Extempora z naslovom Krakovo. To je ta naš tradicionalni letni Extempore, ko povabimo tudi ostale likovnike iz drugih društev. Ustvarjali bomo pa v Krakovskem gozdu in bomo razstavljali v avli kulturnega doma. Razstava prebujanja pa je v dvorani v parku na ogled do 16. aprila.